mogoče počakali, da začne deževati, da bi imeli še en razlog, zakaj ste tukaj na suhem. Lepo pozdravljeni, moje ime je Tadeusz Rokert, sem koordinator skupine Dosegli psi, ki deluje v Društvu študentov psihologije Maribor, ta je naša stran tudi. Nimamo pa samo te strani, ampak imamo tudi YouTube kanal, tako da, če vas zanima bolj ažurno spremljanje dogajanja, kdaj bodo objavljeni posnetki oziroma kdaj bo naslednje predavanje, lahko tukaj najdete. Bi pa mogoče danes, prvič sem govoril o tem, zakaj ime Dosegli psi, danes bi povedal, kaj prikazuje naš logotip. Torej, na nek način je to metafora za našo skupino. Torej, smo neke vrste žaromet, ki osvetljuje skrite kotičke psihologije, ali mogoče s formulo zapisano, želimo združiti znanstvenost plus zanimivost plus zanimivost plus zgoščenost in to, kar dobimo, to boste pa malo videli. Ja, nekako takole. Začel bo Aljaž z vidnim zaznavanjem oziroma globinami tega. Nadaljevala bo potem Tjaša z moškimi in ženskimi možgani. In sledil bo Mitja s hipnozo. Za njim bo Vanja, ki bo govorila o značilnostih samokontrole. Končal pa bom jaz s čustveno nalezljivostjo. In po koncu vsake teme, torej, kot vidite, bo 5 tem, ki bodo trajale po 10 minut, bo čas za vaša vprašanja, kakor tudi po koncu vsega, bo čas za vprašanja, ki bodo lahko vezana na katerokoli izmed teh tem. Torej, jaz vabim Aljaža, da kar začne svojo predstavitvijo. Zdravo vsem. Danes se bomo v teh moje strani pogledali, kaj je v bistvu realnost z vidika nekih psiholoških spoznanj, ali dejansko obstaja ali ne. In moja teza je, kar bi skušal pokazati skozi različne instrumente in primere, da ne obstaja oziroma da je pač mi konstruiramo. Torej, že čisto kognitivni znanstveniki v bistvu ugotavljajo, da to, kar mi vidimo kot iluzija, to, kar poznamo srednje šole pri pouku iz tematike iluzij, torej nekih popačenih zaznav, da je to v bistvu kar kriterij realnosti. To pomeni to, da mi napačno vidimo nek določen nik, kot recimo tale, kar sicer ni najboljše prikazano, tole Eringova iluzija, vidite. Zadeva je taka, da je v bistvu bela podlaga in so tu črte postavljene horizontalno na znotraj, kar ustvarja nekaj gibanja. Če pogledamo to iluzijo, v bistvu se zaradi teh črt, ki bi bile, če bi bila bela podlaga bolj horizontalno, bi tu videli ukrivljene črte. In sicer, zakaj pride do tega? Mark Changizi, znanstveni psiholog, je v bistvu postavil tezo, da se to zgodi zato, ker če mi črte opazujemo vdaleč, sami kot take, recimo zamislimo si, da opazujemo dve drevesi, v kateri smo vdaljeni, jo vidimo pač navpično postavljene, brez kakršnih koli ukrivitev. Če se njima približujemo, potem vidimo, če dalje bo zadeva ukrivljeno, ker bomo na nek način pač šli skozi. In v bistvu s tem, ko je to iluzijo Hering postavil te črte, ustvarja občutek gibanja. To pomeni, da mi na nek način zaradi tega, ker mislimo, ker nam daje te črte občutek, da se gibamo, da smo že nekje v prihodnosti, dejansko tudi prihodnost oziroma slikov v sedanjosti zaznavamo kot takšno. To pomeni, da v bistvu ta iluzija je nek način pokazatelj tega, kar Anživan pravi v bistvu, da se zgodi v slehernem primeru. To pomeni, da kadarkoli mi zaznavamo nek realen objekt, ki ga zaznavamo takšnega, kot je recimo 1 sekundo v prihodnosti oziroma kot bo. Skratka, funkcija naše zaznave je predvidevanje, kar je bom pokazal z eksperimenti, z recimo zaznavanjem motivajočih primogočih sebi predmetov. To je naredil tak, da je na eni strani imel recimo neko lučko, ki je bila lasersko povezana z nekim poljem, recimo tu je luč,
To je tako polje, tu mimo gre žogica in v trenutku, ko žogica v bistvu prekorači to polje, to linijo, se lučka prižge. In pol so v bistvu dali skupino opazovalcev tega, ki je pritisnila na gumbek, ko se jim je zdelo, da v bistvu žogica gre čez to lučko, ko je prekoračila to črto. In ugotovili so, da v povprečju ti opazovalci prej stisnejo na ta gumb, ko se prižge tista lučka, ko je dejansko v fizični realnosti, bi mi rekli, žogica šla mimo, kar pomeni, da v bistvu so na nek način predvideli, kar bo par sekund že v prihodnosti. Potem je tu tudi primer z vrtečimi se pravokotniki. Pravokotniki so se vrteli, posamezniki so jih opazovali, nekaj so se ustavili in so mogli posamezniki rekonstruirati na podlagi določenih vzorcev, kakšen je bil ta pravokotnik v tistem trenutku, ko se je ustavil. In ponavadi je bilo tako, da se je v bistvu, recimo, če je bil pravokotnik postavljen, recimo, bi rekel, vodoravno napično, recimo, če gleda na jug, potem se ga oni za nazaj skonstruirali na ta način, kot da je gledal, recimo, na jugozahod. Skratka, takšen, kot bi bil, če bi se tista slika vrtela še nekaj časa. Vsi poznamo eksperimente z galami, z psmi in tako naprej, ki nam pač pravijo, da na nek način smo lahko pogojeni. To pomeni, da recimo, če gremo na lov in nas preseneti kakšna kača, bomo takrat naprej, ker smo doživeli nek šok ali pa strah, imeli določen odpor do tega lova. Ampak, torej, kognitivni psihologi so v bistvu pokazali, da zadeva ni tako preprosta, kot recimo pri podganah ali pa pri živalih, je različna pri ljudeh, ki imamo zavest. In sicer v tem vidiku, da so naredili eksperiment, kjer so posameznikom predvajali določen ton. Znotraj tega tona je v bistvu bil določen šum in hkrati so, ko so slišali ta šum, dobili električni šok. Ampak v bistvu razdeljeni v dve skupini. V prvi skupini so pač raziskovalci niso ničesar povedali, posamezniki so zgolj, ko je se pojavil znotraj tega šuma ta ton, so dobili električni šok in potem so avtomatsko v katerikoli naslednji situaciji, ko so prejeli ta ton znotraj tega šuma, so v bistvu se je njihovo telo, bi se lahko reklo, naelektrilo. Druga skupina posameznikov pa je bila tista, pri katerih so raziskovalci posameznikom naprej povedali, da na nek način električni šok kot tak nima nobene veze z tonom znotraj tega šuma, ampak da v bistvu gre zgolj za naznanitev torej začetka eksperimenta. In v tistem pogledu, potem, ko so pač izvedli kontrolni eksperiment, ni bilo nikakršne naelektritve telesa. Skratka, ni prišlo do pač občutka oziroma do fenomena pogojevanja v trenutku, ko zavest ni zaznala neke vzročne povezave med torej prvim in drugim dogodkom. In zato pravi znan kognitivni psiholog Vars, da je zavest neke vrste pogoj za pogojenost. Zdaj, kaj to pomeni? V osnovi to pomeni, recimo, danes je zelo popularna kognitivno-vedenjska terapija, kar pomeni, da se skuša posameznike, recimo, če ima nekdo fobijo pred nastopanjem, se skuša ga spodbuditi, da veliko nastopa in pa pri tem se pravzaprav neprestano misli na to, kak v bistvu mu bo uspelo, kak naj ne ima strahu, ker je zelo, ne vem, dobro pripravljen in tako naprej. In če pač gledamo z vidika tega eksperimenta, ta pristop, lahko rečemo, da to drži, vendar le, koliko posameznik sam dejansko verjame, da obstaja povezava med tem, koliko bo on nastopal, pa se opogumil, pa šel pred publiko, pa skušal premagovati ta strah in tem, da bo dejansko ta strah premagal. In to prepričanje posameznik dobi v določenem odnosu do terapevta in to prepričanje vztraja tako dolgo, dokler obstaja ta odnos terapevta. Kar pomeni, če imate vi recimo fobijo, pa greste kognitivnemu psihologu, rečete, super, bomo mi to zrihtali, boste zrihtali tistih 6 mesecev, ko boste hodili k njemu, potem pa še za 3 mesece, potem pa bo pač učinek izginil, zaradi tega, ker bi izginil tudi odnos. To, kar smo povedali, v bistvu se da povedati tudi z nevrološkega vidika. To je schema, na kateri imamo torej naše oko. Tukaj pa je center v možganih, kjer pač mi zaznavamo sliko. In v to center gre pač izražaj okolja skozi ta polje možganih. In vidimo, da v bistvu mi ne dobimo neke objektivne slike z okolja. Je ta slika, kjer se v bistvu
transformira še tu nekje zate v našem korteksu, bi res skozi veliko drugih predelov. To so predeli, na katere vpliva recimo tudi sluh, naša stresna situacija, naša čustva, naš korteks, kognitivni sistem in tako naprej, kar pomeni, da je vidna zaznava vselej že recimo, če smo pod stresom, bomo recimo zaradi tega polja, lokoskleroz, bomo pač reagirali drugače na neko zaznavo, kot če recimo nismo. To velja isto za vse druge sisteme, tudi recimo za slušni sistem. Vidimo, da je pač nam vpliva torej recimo tudi način, na katerega mi zaznamo naše telo in pač popolnoma različni drugi kanali, med drugim tudi vizualni, kar ponazarja Grkov učinek. To je učinek tega, ko recimo posamezniki poslušajo nekoga, kak izgovori neko posamezno črko, glas, recimo P, in hkrati vidi nekoga, ko izgovarja neko drugo črko, recimo D, skratka brez nekega slušnega signala, neko izgovarja D, nekdo govori P, in posameznik takrat, ko vidi nekoga drugega izgovarja tako drugo črko, ta P zazna drugače, recimo kot D ali pa celo lahko tudi E in tako naprej, zaradi tega, ker je vizualni signal moto slušnega. In zaradi tega ne moramo govoriti, da je perspektivno realen in tako naprej, ampak gre za množico nekih faktorjev, zato ne moramo v bistvu nikoli izolirati našega odnosa do enega samega držaja, ker je pogojen pač z množico drugih. Grkov učinek je zanimiv tudi zaradi tega, ker v bistvu naredi malo revolucije v razumevanju tega, kaj pomeni komunikacija. V osnovi se vsi strinjamo, recimo še posebej v zahodnem svetu, da je komunikacija to, da imam jaz neko misel, da jaz hočem predati vam, in vi razumete to misel in jo pa sprejmete. Skratka, imamo naslovnika, pa sporočevalca, mi imamo pa nek kod, pa sporočilo in tako naprej. Ampak ta eksperiment pove, da v bistvu imajo bolj prav tile teoretiki, torej Lieberman, Weyden, motorična teorija govora, analiza in sinteza, ki pravijo kaj? Oni pravijo, da v bistvu mi ne zaznavamo govora dejanskih slušnih dražljajev drugih ljudi, ampak zaznavamo način, na katerega oni producirajo ta govor in ga mi sami reproduciramo in na ta način šele zaznamo to, kar bi naj oni želeli povedati. Kaj pomeni enostavno to? Mi slišimo, kaj nekdo hoče povedati na ta način, da simuliramo sami to, kaj bi naj on govoril, se postavimo njegovo vlogo in v bistvu projeciramo njegov govor van. To se da recimo, pač enostavno to pomeni, da recimo zdaj, ko jaz govorim, rečem neko določeno besedo, vi predvidite, kaj je to in v bistvu sami sproducirate, nezavedno, sicer to ne pride zdaj ven, jaz tega ne slišim, niti vi sami tega ne zaznate kot glasen govor, ampak obstaja na neki zelo subtilni ravni. Recimo, če jaz rečem neko besedo, kot je, ne vem, traktor ali pa kaj takega, ko ima malo več konzonantov, torej soglasnikov, boste vi avtomatsko, recimo, če bi vam zdaj izmerili vašo aktivnost pač v jezični mišici, bi bila bolj, torej mišica jezična bi bila bolj aktivna, kot recimo, če bi jaz izrekel neko drugo besedo, kot je ananas ali kaj takega, ki ima več samoglasnikov. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu komunikacija je nek zanimiv fenomen, kjer pač v prvi vrsti ne gre za to, da bi mi komunicirali. V prvi vrsti gre za to, da mi sami določimo, kdaj nekdo začne govoriti in pač sami tudi nekako konstruiramo njegov govor. Če to sporejamo z nekim drugim fenomenom, recimo z halucinacijami, dobimo na ravni torej čiste neke neurološkega slikanja, zanimive korelacije. Namreč tu imamo recimo slike schizofrenih pacientov, kjer se pri njih aktivira tale predel, to je, se jim reče, ta spodnji prednji virus. Za ta predel je recimo zanimivo, da se aktivira kdaj? Aktivira se takrat, ko mi govorimo nekaj, torej zdaj, ko jaz nekaj govorim, takrat, ko notraj, sami sebi recimo, ko razmišljamo, takrat, ko si predstavljamo, kaj bi drugi naj govorili, in pa takrat, ko dejansko poslušamo druge. Skratka, ne obstaja določena razlika med tem, ko jaz nekoga poslušam in ko on meni govori, ali pa recimo, ko jaz sam govorim. Zato recimo so neki terapeuti imeli Klein in tako naprej, imeli tudi tezo, da v bistvu je človek v osnovi schizofrenik, šele potem skozi socializacijo pride do tega, da dobi lastno identiteto, da lahko razmoči med jazom in med drugim in tako naprej. To je recimo pokazano tudi prek tega, da
pri schizofreniji ne gre dejansko za to, oziroma pri halucinacijah posameznikov ne gre za to, ali zdaj dejansko v zunanjosti obstaja kakšen objekt ali ne, zaradi tega, ker pač normalen posameznik predpostavlja, da tak objekt obstaja, skratka, ni to nekega objektivnega kriterija, ampak recimo, ker je bolj za to, da posamezniki predpostavijo, da jim nekdo govori in skušajo razbrati, kaj jim govori. To se zato pojavlja recimo tudi pri gluhih schizofrenikih, ki pač lahko slišijo nekoga govoriti, čeprav nimajo odprtih slušnih kanalov. To je ena stvar glede komunikacije in če zdaj pač se strinjamo s to tezo, potem lahko recimo naredimo nek bolj splošen vtis o sami komunikaciji, ki je ta, da v bistvu komunikacija sama ne pomeni to neke pač recipročne izmenjave mnenj in tako naprej, ampak da gre v osnovi, v vsaki besedi, v kateri se na nekoga nanašamo to, kaj recimo psihotični pacienti, bolniki zaznavajo v jeziku. Recimo, najpogostejše halucinacije pri njih, in če rečem halucinacija je enako pač naša komunikacija, so halucinacije preko imperativov. To pomeni, da jim nekdo govori, da morajo vstati, da se morajo sesti, da naj nekoga ubijajo, da naj sami sebe ubijajo. In z tega lahko recimo sklepamo, da je tudi naš govor, kakorkoli je že lahko recimo na ravni nekih pač izjav, spikov in tak naprej, vse je govor imperativov. Torej, ko jaz rečem, naš govor je vse govor imperativov, na koncu ni pike, ampak vi to zaznavate v vsakem primeru kot klicaj. To pomeni, ne, če bi hoteli biti pošteni, pa pisati spise, bo bi na koncu zmeraj biti klicaj. S tem bi vse biti pošteni do drugih ljudi, ker je recimo tako rekel že jezikoslovec Roland Barthes v 70-ih letih. Torej, za fašizem pač ni nujno, da imamo mi butare, pa kljukaste križice, pa tak naprej, ampak je dosti, da z nekom spregovorimo, ne, v tem smislu. Glede tega še bi pač nekaj povedal za konec, eno anekdoto. Mi vsi danes govorimo o tem, kak je treba razumeti drugega, kak je treba biti empatičen, in imamo tudi pač vso vrsto terapevtov, ki se trudijo na ta način razumeti nekoga, prenesti nekoga čustva nekoga in tak naprej. Ampak recimo Winnicott je bil pač zagovornik, velik zagovornik takega pristopa. O njemu se je zgodila zanimiva zadeva, ko je šel zagovarjati to, da se je treba razumeti, da je treba vse poslušati drugega, kar je glede na to pač malo nemogoče. Je šel predavati v New York, in tam je pač se zgodilo, da je predaval ameriškim terapeutom, ki so bili bolj ortodoksno freudovski, in so ga pač zavrnili, so sovražno se napretili nekako proti njemu, in njega je to čisto šokiralo, in v tistem trenutku je on šel v hotel in še isto noč je doživel srčni infarkt, ki ga je nesrečo preživel. Skratka, če hočete preveč razumevanja, vas bo kap, torej. Ne bi. No, to bi bilo to. To pa je še eni filozofski prispevek do konec. Dva. Mislim, da se je tak presenetil, da zdaj moramo to malo poživeti. To klicajo, zelo. Ok, dobrodošli še z moje strani. Moja predstavitev se bo začela nekoliko drugače, kot so vse začele do sedaj. In bi jaz lepo prosim dva prostovoljca vabim, eno žensko, pa enega moškega, se kdo javi. Ja, naj nič ne bo hudega, nekaj čisto preprostega bo. Prvo bom pa jaz, da ne bomo tu stali, Marina, lahko prosim tebe, pa Domen, lahko prosim tebe. Zdaj naprej povem, ne glede na to, da se poznamo, nisem še mi prej dogovorila, ne veste, kaj bo pačala. Torej, kaj bo sta počela, ne? Zdaj bomo še vedeli. Čakata vaju dve nalogi. In sicer, prva naloga bo, boste videla potem, ko bom predstavila,
Aljaž, ti imaš še literaturo tu? Ja, lahko daš naprej to. Prva naloga je razdeljena na 3 dele, pa druga naloga še je. V prvi nalogi boste zagledala tu na levi strani mrežo nekega telesa in opcijo A in opcijo B. Navajna naloga bo, imamo tu razdeljen listen, da ugotovita, katero mreža je pravilna, če jo mislimo sestavljena. Ja? Jaz sem pa ta čas gledala, kateri bo hitrejši. Ok? Druga naloga bo pa, da boste dobila črko in na to črko boste mogla v 30 sekundah napisati čim več besed, ki si jih spomnite. Ja? Te besede pa morajo biti slovenske. Ok, pa se začete, da začnemo. Ja, ste pripravljena? Tako začnemo? Ok, začnimo zdaj. Ali se spodaj B? Ok, dobro. Naslednja naloga. Ti so ja. Aha, ok, pa še zadnja. Ok, super. Tak, zdaj pa gremo še na drugo. Zdaj vam pa je dala lista, zaradi tega, da ne bote govorila. Pa se tu data, da napišeta. Na moj znak, ko bom začela ščopati, da sta imela 30 sekund, ja, zato da ne bo ta, da ne bomo tu celo popolne stali. Samo sekunda, da še sem stavim. Tjaša. Je piše? Ja. Slabo vezajmo, da se vidi. Ne bi reči šla na raz tako, Ja, sem to več res, ja. Ok, samo še sekunda, da jaz nastavim. Koliko časa imamo? 30 sekund. Ok, tako da imate dovolj časa. Lahko začnemo? Čepka L, začnite zdaj. In dovolj. Konec. No, zdaj pa da vidimo besede, koliko ste jih preštela. Jaz se vam zahvaljujem najlepše za sodelovanje. Upam, da ni bilo prehudo. Ok. Marina, 2, 4, 6, 8. Pa še. Domen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja? In torej, kaj sem vam jaz želela s tem prikazati? Torej, razlike v moških in ženskih možganih na nek bolj praktičen način, da res vidite, da razlike obstajajo. Kaj se pa je zgodilo, je pa to, kar se mi sicer zdelo, da se lahko zgodi, da so bili dejansko pričakovani rezultati obratni. Torej, dejansko Marina, pričakovano bi bilo, da bi moški bili boljši pri mentalni rotaciji, pa Marina bila boljša, pa tudi pričakovano bilo, da bi bile ženske boljše pri naštevanju besed, pa je bil Domen boljši. Jaz sem na treningu prijošnice več. Aja, zdaj smo razno takšnih variant, ki sem predvidevala, da se opravičujem. No, pa se dajmo pogledati. No, pa če kar začnemo. Če vidite, ste že kdaj srečali te dve sliki? Torej, če vstipkate v Google female brain, oziroma ženski možgani, boste to verjetno prvi dve sliki, ki jih najdete, oziroma če vstipkate male brain. Torej, kot vidite, tudi že lajki, ki se ne spoznajo toliko na samo anatomijo in na neurofizologijo in na psihologijo, domnevajo, da prihaja do nekih razlik med ženskimi in moškimi možgani. Danes sem bom jaz probala pokazati, ali to drži ali ne. Zdaj imam pa še za vas naslednje vprašanje. Kaj mislite, kdo je tako parkiral avto, ženska ali moški? Moški. A to sedaj je ženske? Ok. Kaj pa kdo je bolj za multitasking? Ženske, ok, vidim, da ste ženske danes bolj glasni, moški ste ja, tudi je, da dejansko obstaja stereotipi o moškem in ženskem vedenju, pa se bomo tudi danes malo pogledali, kaj je o tem. No, pa če nadaljujemo. Kakšne so sedaj res razlike med ženskimi in moškimi možgani? Pokazalo se je, da imate moški težje možgane. Nekje za 100 gramov težje, pa nekje za 130 kubičnih centimetrov imate večji volumen. Hkrati imate tudi več nevronskih povezav, imamo pa med ženske na ta račun so naše nevronske povezave hitrejše. Potem, kar je zanimivo, je tudi to, da imate moški več beline, ženske pa več siline, ampak ko so šli ko so z magnetno resonanco gledali, kateri del se uporablja, pri kateri so ugotovili, da ženske uporabljamo
do 10-krat več beline pri inteligentnosti, moški pa do 6,5-krat več sivine. Moški imate tudi debelejšo desno hemisfero, ženske imamo debelejšo levo hemisfero, torej nekako se dopolnjuje. Mi imamo tudi več sinaps med hemisferoma, torej med levo in desno povezave. Hkrati pa mi procesiramo jezik in čustva procesiramo v obeh hemisferah, vi pa, moški, procesira jezik v levi hemisferi, čustva pa v desni hemisferi. Povezava je tudi z serotoninom. Serotoninom tako veste, da se povezuje tako agresija kot tudi depresivnost, oziroma anksioznost. Pri moških imamo do nekje 52% večjo sintezo serotonina in večji ponovni privzem, pri ženskah pa imamo samo več teh običajnih receptorjev za serotonin. No, pa si gremo pogledati, če lahko še kaj ugotovimo na pravih možganih. Torej, tukaj imamo slikico možganov, jaz upam, da se vidi, kje so zdaj glavne razlike. Tukaj imamo Brocajevo področje in pa Wernichovo področje. Ta dva sta odgovorna za jezik, Brocajevo področje za razumevanje, oziroma za govor, Wernichovo področje za razumevanje. In kaj smo ugotovili? Ugotovili so, da je pri ženskah seveda to večje. Tudi ženske naj bi imele do 7 centrov, medtem ko imajo moški samo enega. In seveda razlike so tudi v frontalnem predelu, pač pokazalo se je, da je predel, ki je za odločanje in pa za dejansko za sprejemanje nekih odločitev, je pri ženskah večji. No, pa še ena zadeva, in sicer moški imate večji parietalni del, ki se tudi povezuje ravno s tem mentalnim procesiranjem oziroma z orientacijo. Večji je tudi pri moških hipotalamus, in sicer do eno jedro samo, ampak zdaj točno zakaj se tu gre, še ne vedo točno. Torej pač domneva, da ne bi šlo za povezavo z spolnim vedenjem, ni pa še točno dokazano. Torej, tu bi še vas rada obžalila, da marsikaj, kar vam danes povedala, je še vseeno nekje na podlagi nekih domnev, in če ni popolnoma dokazano, ker se veste, tako psihologija, kot tudi sama neuroznanost, sta dokaj pač prihajati tudi včasih do različnih ugotovitev. In pa še zadnje, in sicer najbolj zanimivo je ravno ta corpus callosum. To dejansko se nahaja tukaj ima dejansko to povezava med levo in desno hemisfero. Nekaj časa so mislili, da dejansko obstaja razlika, potem pa so delali študijo na Korejcih in so ugotovili, da na Korejcih tega ne morejo potrditi. Tako da dejansko zdaj nisem prišli do nekih pomembnejših zaključkov, je pa res, tako kot sem že povedala, da je povezava med levo in desno hemisfero, oziroma da imamo več ženske več sinaps. Ok? Tako. Zdaj pa spet vprašanje, mi boste malo pomagali. Za mentalno orientacijo sem vam že povedala, da so boljši moški. Kaj mislite, kdo je boljši pri prikazu? Moški so boljši pri takšnih projektilnih metodih. Kaj pa mislite, kdo pa je boljši pri računanju? No, kaj zdaj, ženske ali moški? Ja, jaz sem sicer osebno presenečena, boljše smo na tem ženske. Torej, ženske lahko hitreje zračunamo in tudi bolj točno. Kaj pa pri reševanju teh problemskih nalog? Moški, tako tukaj pa je seveda moški. Kaj pa recimo pri tem, da če mi povemo nek sklop 10-15 besed in potem si jih je potem povedati, si jih zapomniti, kaj mislite, kdo pa je tu boljše? Ženske. Ženske, res je, ženske so boljše. In pa še eno zelo zanimiva zadeva, kar se tiče orientacije. Moški ste splošno boljši, kar se tiče orientacije, to ni dilema. Ampak, če se ženske, imamo neke tako imenovane neke znamenitosti oziroma neke značilnosti pokrajine, po katerih se lahko orientiramo. Hound Ja, Hound ali kaj drugega, ja, tako. Lahko mi to dejansko kompenziramo, ne? In dejansko, že vi ste pač boljši tudi v času učenja, ko pa se mi naučimo, kam moramo iti, ne, pa potem lahko dobro pač dejansko smo tudi dovolj dobri pri orientaciji. Torej, če še enkrat ponovimo, ženske, kot vidite, tale rdeči znak je za ženske, verbalna fluentnost, tudi pri prepoznavanju obraza smo boljše, pri perceptualni hitrosti, natančnosti ročnih popravil in socialni kogniciji, potem bom še nekaj rekla, moški pa ste tudi boljši torej pri mentalni rotaciji pa navigaciji, pa nisem vam vaš napisala, manj moški po ženski, pa ne mislim. Ok? In zdaj pa seveda se postavlja vprašanje, zakaj? Teorij je veliko. Meni je bila ena izmed zanimivih ravno ta ES teorija, Simon Baron Cohen je napisal to teorijo in sicer o čem govori. Ta teorija pravi, da smo ženske bolj empatične, pomeni, da se lažje vživljamo v druge in se na podlagi tega potem lažje odzovemo in dejansko, da ste moški bolj sistematični, kar pomeni, da dejansko, da bolj si pogledate neke modele, delate neke pač pravila iz nekih nedefiniranih sistemov. In tale del tudi z empatijo so tudi potrdili z magnetno resonanco, kjer so ugotovili, da ženske, ko se pač potrebna empatija, se dejansko nam aktivirajo zrcalni nevroni,
kar pomeni, da dejansko potem pri moških pa tega sploh ni. Tako da to je bila res izjemna razlika. Seveda pa tudi potem tudi vidite, so šli preverjati tudi v manjših razredih, v osnovni šoli, pa še niže, da se dejansko punce dosti rajše, oziroma deklice igrajo z nekimi punčkami, fante pa imajo rajše take zadeve, ima kakve avtke ali avtomobile, take kocke. Evolucijsko teorijo jaz verjamem, da vsi poznate, če naj, gre za to, da dejansko pač moški ste bili včasih lovci in zaradi tega imate tudi potem boljšo, ste sposobni boljše navigirati in hkrati tudi dejansko se potem tudi imate to boljšo mentalno orientacijo. Ženske smo pač bile bolj doma, skrbele za otroke, so bile namivalke, kar dejansko tudi pomeni, da zaradi tega se tudi znamo orientirati ravno po teh naših znamenitostih, hauntem in vse ostalo. Zadnja teorija pa še je biološka teorija, sicer obstaja tudi teorija še, kar se tiče recimo socializacije, ampak jaz sem se pač bolj usmerila še na to, ki s tem pravi, da vsi veste, da če imamo mi, če prisoten testosteron, pač mislim, se izoblikuje ženski spol, če testosterona ni, pardon, moški spol, če testosterona ni, se izoblikuje ženski spol. In ravno ti hormoni naj bi bili potem krivi za to, da dejansko prihaja do nekih razlik med ženskimi in moškimi možgani, kar so se tudi potrdilo, recimo, ko so gledali določene bolezni, jaz vam zdaj ne bom govorila, ker so res zapletena, če imajo odrasle ženske preveč testosterona, so ravno boljše potem na teh mentalnih mutacijskih testih, če imajo moški več, potem oziroma manj testosterona, pomeni, da so bolj empatični. In še zadnje vprašanje, do katerega sem vas danes hotela pripeljati, kaj mislite? Po vsem tem, kar sem vam povedala, ali so moški zares inteligentnejši od žensk? Odvisno od definicije. Hvala, Lara. Res je, odvisno od definicije. Ravno tukaj jaz sem potem še gledala, danes smo pač teorije in pokazalo se je, ko so delali primerjave, naj bi bili moški za 3 točke, 3,5 točke, naj bi više dosegali na teh inteligentnostih testih, ki merijo ravno tale G-faktor. Torej, Spearmanova teorija pravi, da imamo mi en skupni G-faktor in pa več specifičnih faktorjev. In moški naj bi to dosegali bolje. Seveda se pojavljajo tudi raziskave, ki trdijo obratno. Recimo tudi v Španiji so delali eno raziskavo, kjer so ugotovili, da do razlik ne prihaja. Ampak vse veste, pri psihologiji je vedno tako, oziroma ponavadi, da pač dobimo ene rezultate, pa tudi drugačne. No, jaz pa sem želela tukaj izpostaviti tudi ravno drugo teorijo inteligentnosti, to je Thurstonova teorija inteligentnosti, ki ima 7 faktorjev inteligentnosti. Od seveda spominskega faktorja, prostorskega, besedno razumevanje, besedni zaklad, prostorska orientacija, zaznavna orientacija. In če se spomnite o tem, če se malo povežite imena za tem, kar sem vam prej povedala, lahko ugotovite, da zelo težko rečemo, da dejansko moški bi izstopali na katerikoli točki. Torej, če tukaj zaključim, dejansko na podlagi, recimo, dosti teorije ravno razlagalo, da so moški inteligentnejši zaradi tega, ker imajo težje možgane. Če se še spomnite, ko sem vam prej govorila o tisti belini in sivini, so ravno ugotovili, da dejansko se ta belina in sivina pri moških in ženskah kompenzirata. Tako da iz samega fiziološkega vidika težje govorimo o takšnih razlogih. Seveda, jaz verjamem, da ta zadeva ostaja še vedno odprta in da dejansko je v tem še mogoče kaj več zapovedati. Jaz pa vseeno upam, da sem vam dala vsaj en osnovni pogled v to, kako se razlikujejo moški in ženski možgani in da naslednjič pač predstavnice ženskega spola, če vam bodo rekli, da se mi zdi, da boste morda manj inteligentne kot moški, boste znali povedati kaj nazaj, zakaj to ni res. Najlepša hvala. Mislim, da Beljaš mora vprašati, on je prej secira empatijo, da pa tu so ženske prišle z empatijo. Ne, Aljaš, imate kakšno vprašanje? Da pa mora on prevaditi to, kar so brali. Zdaj bomo bar picali. Empatičen, ne si empatičen. No, če ni zdaj, so še vedno lahko pojdo, tako dalje. Kako to, da si se odločila za to temo? Zakaj sem se odločila za to temo? Malo je bil profesor Javšelec, ki ga verjetno vsi ne poznate, tukaj naš profesor neuropsihologije, ki je pač tudi razlagal te zadeve, drugače pač mene neurofiziologija zelo zanima. To je bila ena tema, ki se je zdela vsem nam v bistvu zelo zanimiva. Pa zdela se mi to dokaj uporabno, ker se mi pač zdela, dosti krat se take zadeve pač se slišijo, no, in je fajn pač za mamo žensko tudi kaj zapovedati. Konkretno argument, ne samo ti si misliš. V kakih razlikah pa govorimo o pač toliko, da so zaznavne ali pa konkretne razlike, ne? Ker jaz sem slišala, da so razlike med posamezniki samo večje kot med skupinama. Tako, to je popolnoma res, kar si povedala, res je.
Pač te 3 točke pa pol naj bi bile signifikantne, koliko so oni delali med skupinami, ampak zagotovo pa je res, da so razlike med posameznikami vseeno večje in pač govorimo tu o nekih povprečjih. Se pravi, pač različni eksperimenti so pokazali različni. Sem ti dovolj odgovorila? Okay. No pa jaz sem tu en komentar mogoče. Može bi zanimivo pogledati raziskave, ki delajo razlike med spoloma, ali so ekipa raziskovalk ali pa raziskovalci. To bi bilo bolje rečeno, kaj sem jaz komentirala, da bi bilo mogoče bistveno, če so že tako velike razlike za kulturi, če si pravijo, da so med spoloma mentalno take razlike, bi bilo potem pogledati tudi, če je sestavljalec testa istega spola, kot se testira. Ja, zadeva je bila taka. Ta test, ki so ga delali, je imel res, eksperiment, je imel res ogromen vzorec. Gledali so tudi tako te razlike, sicer niso zajeli vseh, mislim, da so imeli indice, pa tudi belce, pa dejansko so tudi SES primerjali, to je ta socialno-ekonomski status na podlagi tega so dobili. Je pa res, recimo, da tudi kot komentar tam zadaj piše v diskusiji, da so v tej študiji zajeli 55% moških, pa samo 45% žensk, pa 45% moških. In da mogoče so ravno v tem zajeli tudi tisti bazen takšni, ki imajo pač morda nižji IQ in potem to pač nižati samo povprečje žensk. Mogoče še eno vprašanje, kaj pa starost, da ima kakšen koli vpliv mogoče na rezultatne meni strane projekte? Ja, res je. Ugotovili so, da dejansko pač do 16. leta nekje so punce, oziroma deklice vodimo v tem smislu, da pač imamo višje IQ po 16. letu, pa začnejo padati. Razlogi naj bi ravno tudi zaradi tega, ker že pač punce, deklice prej pač vstopijo v puberteto in pa potem tudi ta upad sivine, moški pa kasneje in to naj bi pač ta eden izmed glavnih razlogov, zakaj. Zdi se mi zabavno, da sklepate tako na biološki razlog, ne pa na socialni. Ja, seveda so tudi, recimo tudi socialni dejavniki so seveda tudi izpostavljeni. Če je povezano tudi, oziroma tudi sama sivina in pobelina v možganih, recimo, pač vzgajamo se od malih nog, mogoče ne bi zdaj rekel, da obstaja, ker vem, da ne obstaja, ampak kakšna raziskava, ki je pokazala, kje se v bistvu začne spol formirati v smislu vzgoja, se pravi, s katerimi leti in tak dalje. Ker potem, če prideš raziskavo delati, ne vem, 18-letnemu, ki je formirana osebnost, karakter, recimo, pa če pač sprejmemo to tezo, da pač seveda se možgani prilagajajo v temu, kako smo socialno situirani, kako smo socialno spostavljeni kot bitja, potem verjetno se to pozna tudi na možganih, pač, ne? Seveda se je ravno tudi to, so tudi ena raziskava delala in sicer, da pač fantje, ko se rodijo, oziroma novovenčki, naj bi imeli tvorili več sinaps in dejansko potem te sinapse vsi vemo pač, da se z izkušnjami se dejansko pač ali izginejo, če izkušnje ni, ali pa se dejansko potem tudi pač postanejo močnejše in ravno tudi ta vidik socialnosti vpliva, no to se tudi vsi vemo, da recimo fantje, recimo, če tako pogledamo, vse vezno so testi, recimo, pač razdeljeni na verbalne in na pač tudi na te, pač ki imajo fluidno in kristalno inteligentnost, ampak je tudi res, da recimo deklice se ne igrajo recimo toliko s kockami, ne? In mogoče tudi to en tisti vidik, zakaj imamo. Zbroj jaz poznam eno raziskavo, ki so delali na primatih. Dejansko so ugotovili, da se večina pač moški ženski spol igrajo z miks igračami, skakaj, ki niso spolno, recimo, ker pač podelimo neki spol igrači, so da še le enak, sama igrača po celi se nima spola, oziroma ne preferira, ampak glede na neke značilnosti, ki jih pripisujejo moških in ženskah, so ugotovili, da sicer neki procent primatov ženskega spola vendarle preferira in obratno na drugi strani. Drugi ponovno ne morejo ugotoviti, primati so vendarle do neke mere inteligentna bitja, pač, ki ravno tako pač se absorbirajo verjetno neke neke vzgojne elemente, ki v bistvu... Tako da jaz zelo dvomim v, kako bi rekel, znanstvenost tovrstnih, ali pa ne znanstveno v smislu samega pristopa, ampak da je možno sploh znanstveno na ta način pristopati k temu vprašanju. No, se pravi, pač jaz sem tudi ravno omenila, da obstajaš tudi druge teorije, jaz sem se pač bolj na te moške. No, se prečujem, ampak meni je res motilo, ker ste pač izhajali z te predpostavke, se pravi, moški in ženske so drugačni, ne? Oziroma se razlikuje. Dobro, zdaj moški in ženske se razlikuje, to je pač nesporno, pač mi ne damo neke globje filozofije ali pa biti, ampak skakaj to vzeti kot neko tezo in potem pač dokazovati za nazaj, ne, kot se ravno problematično. Dejansko se mi že razlikujemo XX kromosom, se pravi. Tu so spolni dimorfizmi, tu
mislim, to je razlika. Se strinjam, mislim. Se tudi v bistvu ni znanstvenost problematična, ampak vzročnost, kako jaz vas razumem, ampak tudi v bistvu ta raziskava tako ne govori o vzročnosti, ampak pač samo o objektivnih razlikah. No, se ravno objektivne, vprašanje objektivnosti je tu pač pomembno. Ali gre dejansko za objektivno ali gre za zelo subjektivne, recimo inteligentnost. Jaz še nisem slišal, da bi vstajal nek inteligentni test, ki bi dejansko biološki inteligentni test, kaj bi temu rekli. Skratka, vedno gre za nek subjektiven inteligentni test, inteligenčni test. To sem jaz tudi želela pokazati s tem, da pač imamo odvisno, kateri test vzamemo, da lahko tudi na različne razlike. To je tudi moj razlik. No, ampak inteligentni test, recimo, imate katastrofa, rasizem, imate različne kulture, se drugačno, tako to je... Pač to je biološki. Culture, tisto veste, inteligentnost, načeloma ta faktor razlika med kulturami normalizira. Samo taki testi omogočajo medkulturno primerjavo, pač v primernih smislu. Še kakšno vprašanje? Tu se zdaj meni zelo inteligentno. Tu se zdaj menite o nekih inteligencah, šimpanzov in delfinov in ljudi. Lahko razloži, kaj sploh je inteligenca? Inteligentnost je sposobnost. Inteligentnost je to, kaj merimo s testom inteligentnosti. Jaz nisem pozvala tega več. Ni čisto jasno, kaj bi da inteligenca bila in kaj ne. Točno tako. Profesor Musili, ste to bolj Ne, severni ali južni Korejci. Mislim, da so bili južni, če se ne motim. Treba, da so severni, jaz bi tudi rekel. Ampak je recimo zanimivo, Kitajci so imeli dolgo časa prakso, da so ženske se oblačili, oziroma v času komunizma, se pravi po kulturni revoluciji, so pač moški in ženske bili, bomo rekli, uniformirani, tudi v vsakodnevnem življenju, zelo plain, brez nekih razlik in tak dalje. Poznate to zgodbo? Na videzno lepa dekleta. In dejansko je pač koncept ženskosti iz kulture praktično izginil, koliko je dejansko obstajal v zgodovini. Koliko je trajalo 43 let, recimo, do kulturne revolucije v tem času. 30-40 let je bilo dovolj, da je nekako za neko informiranost spola ta razlika med spoloma, seveda ne v biološkem smislu, ampak na kulturni ravni je skoraj izginila iz kitajske kulture. Ja, seveda je na kulturni ravni, ampak jaz verjamem, da verjetno pa potem na možganjih, ampak je takega, pa so še vedno ostale neke razlike. Ženske so še vedno imele verjetno lažje možganje. Ne takim tega, hočem samo pač malo omiliti to vašo tezo, se pravi, da pač tako je gospodična prej rekla, se pravi, razlike so med posamezniki dosti večje, kot pa med samima skupinama, ki so temeljita na povprečju. Moj namen je bil dejansko malo bolj izpostaviti se, jaz sem pri želela ravno povedati, da ni vse tako, kot recimo se zdi ravno tam, da pač če 3,5 točke IQ je več, da to je zdaj tisto nekaj, kar je zabetonirano in o tem pač več ne moramo diskutirati. To danes ima si kdo pozabi povedati. Jaz malo dvomim, da imajo ženske še lažje možgane kot mi. Je tako, če so pa pokazali testi, da je mislim pač medicinske raziskave, tako da je tu pa jih nekaj lepo. Ampak so mrtvi, verjetno, jaz se živim, verjetno niso tehtali. To je za vprašanje, moče so ženske, kaj vem. Ti si pozrobil na Mengelejeva podobne zadeve. Kdo? Na Mengelejeva. Mengelej, ja, moče, da celo žive tehtajo. Ok, še kakšno vprašanje, lahko nam še točko naslednjemu sogovorniku? Lahko? Ali se še kakšno vprašanje? Filozofski duh, ki se zdaj raznal in vas prosim, da še tekom mojega predavanja malo... Brencate. Ne, brencate. Kažete, ne? Preden se lotimo vprašanja, kako deluje hipnoza, bi vas vprašal, kaj je hipnoza? Asociacija, prosto. Brencate. Pod hipnozo smo. Recimo, ne vem, kontrola uma. Komu povezuje, kdo to s hipnoza? Ja. No, to je recimo ena stvar, ki jo bomo videli. Kaj pa recimo manipulacija z nedolžnimi dekleti, recimo, ne? To je tvoja asociacija. Prevladoče filozofsko prepričanje tekom prejšnjega stoletja. Tako da preden se lotimo v bistvu hipnoze ene izmed najbolj provokativnih tem zgodovini psihologije. Vpliva je na razvoj psihoterapije, osebnostnih teorij,
formulacije nezavednih procesov in nasploh moči sugestije. Zdaj pa vam rad v bistvu prikazal na hitro samo Next question is, can you hypnotize me? So the answer is yes. I want everybody here to go ahead and close your eyes. Everybody up here on stage. Every time I say the word sleep, no matter what you're doing, you will automatically go into a deep trance immediately when I say the word sleep. And the more times I say the word sleep, you go into that trance. Sleep. Okay. Very good. Okay, now I want you to imagine that in front of you, you have a table with shots on it. Shots of your favorite alcohol. Okay? Imagine that. That's right. Shots of your favorite alcohol. Even if you don't like alcohol, you've got shots of someone else's favorite alcohol. I want you now to imagine reaching forward and picking up one of those shots. I want you to go ahead and drink it. Feel the effects of it. That's right. But let's not stop there. Let's go ahead and take another shot. Just touch the tip of your nose with the tip of your right index finger. Okay, you haven't been drinking? Okay. Have you been drinking tonight, sir? Okay, I'm going to need you to sit down. We're going to need to take you in. Everybody back to your seats and sleep. Everybody sleep. And allow yourself to go even deeper now. Allow yourself to relax even more. Allow yourself to completely relax. Some of you are probably watching this and thinking, that's probably not real, it's probably faking it. But actually, those people were specifically chosen because of their suggestibility. They were that suggestible. That's why they were chosen to be up here, because they respond in that way. And those the people who didn't respond, who are no longer responding, I asked them to go back to their seats. So we've got the most suggestible people. Konceptu sugestibilnosti se bomo polo dotakli, ampak to je zagotovljeno resničen fenomen hipnoze bil prikazan, ni bil fake, ampak pred to demonstracijo je hipnotizer skrbno izbral vzorec ljudi, ki so ekstremno hipnotično sugestibilni. Preden se lotimo trenutnega pojmovanja hipnoze, se gremo malo vrniti nazaj v zgodovino in da vidimo, da filozofska prepričanja zelo vplivajo na v bistvu trenutno razumevanje, čeprav je znanstveno in temelji na empiričnih podatkih, ampak pri interpretaciji teh podatkov je še vedno prisotna v reku filozofska podlaga. Prvi znanstveni začetki proučevanja hipnoze so bili z Franz Antonom Mesmer, ki je opazil ta fenomen med tem, ko je z magneti zdravil svoje pacijente. Na podlagi tega in potem je opazil v bistvu, da če ponovi določeno zaporedje gibov, pacijenti zapadajo v določen trans in po tem transu se bistveno bolje počutijo. Iz tega je sklepal, da to povzroča magnetizem in bolje je v bistvu videl, da do istega rezultata pride tudi brez magnetov in na podlagi tega je sklepal, da je magnetizem v njem. Imel je ful neke uspehe v Dunaju, ampak po nekaj časa pa se je organizirala znanstvena komisija, katero je vodil Benjamin Franklin in je potem znanstveno dokazal, to je lahko rekli, da je bil prvi znanstven preizkus hipnoze, da tukaj ni dobene nadnarodne sile in da je vse učinek, ki je bil posledica dotika, domišljije in pričakovanj udeležencev. Od živalskega magnetizma dalje so se razlage oziroma vzroki za hipnotični trans oziroma za hipnotične fenomene pomikali iz neravnovesnih živčnega sistema, torej da povzročimo kakšne nepravilnosti v funkcioniranju našega centralnega živčnega sistema, do histerije nezavednih procesov in na koncu do moči sugestije. Filozofska podlaga, ki v bistvu raziskovanje hipnoze nosi še iz prejšnjega stoletja, je ta pol, ki se je oblikoval. Torej, ljudje, ki pojmujejo hipnozo kot nekaj, kar lahko znanstveno pričujemo, kot nek dejanski fenomen, in drugi, ki so pripričani, da je to zgolj šarlatanstvo in pretvarjanje in nekakšna igra. Pri zgodovini hipnoze pa moramo samo na hitro še omeniti tega človeka, Milton Erickson. On je bil eden izmed velikanov hipnoze in je močno prispeval k temu, da je demistificiral hipnozo. In on je bil tudi tisti, ki je prispeval k zamiku paradigme stran od tega mehanističnega pogleda, da je hipnotizer tisti, ki za svojimi močmi vpliva na pacijenta, k temu, da v bistvu hipnotizer pacijentu zgolj pomaga, da uporabi lastne potencial, lastne veščine, lastne vzorce vedenja,
pri tem, da se sooča z nekimi situacijami na način, kateri prej ni bil mogoč in ga nekaj zadržavalo. In s tem potem v bistvu premosti določeno prej nepremostljivo oviro. Če se premaknemo na sodobne definicije hipnoze, obstajata dve teoriji, ki moram naprej omeniti, da si ne nasprotujeta, ampak poudarjata drugačne aspekte pri tem, kaj je tisto bistveno pri hipnozi. Nasploh tudi pri proučevanju hipnoze, kot pri proučevanju človeškega bitja kot celota, je zelo pomembna večrazsežnostna in interdisciplinarna raziskava. Torej, s tem, da se omejimo recimo samo na neurofiziološko domeno, ali na socialno domeno, ali na psihološko domeno, ali na fizikalistično domeno in rečemo, to je edina in prava. Vse druge so napačne, to je ultimativna resnica. S tem v bistvu zagrešimo ultimativno zmoto in izključimo tisto pestrost človeškega organizma. Pri proučevanju hipnoze so poleg psihologov, poleg sociologov v zadnjem času tudi zelo aktivno sodelovali neuroznanstveniki. Ta tema bi v bistvu lahko pokrivala posebej predavanja, ampak bom omenil samo tiste bistvene izsledke. Če se osredotočimo najprej na disociativno teorijo, zakaj prihaja do hipnoze. Disociativna teorija razlaga, da je človeški sestavljen iz kompleksa različnih kognitivnih sistemov. Mi, recimo kot ego, kot ta oseba, ki se zdaj zaveda, to samozavedanje je samo eden izmed teh kognitivnih sistemov. To je centralni oziroma izvršilni sistem. Naš um pa je sestavljen tudi iz kompleksa nadrejenih in podrejenih sistemov, kateri ima vsak svoj priliv in vsak povzroča določen vpliv na druge podrejene sisteme, hierarhična struktura. To z drugimi besedami pomeni, da čeprav imamo včasih ponavadi izkušnja zavestne kontrole in zavestnega nadziranja svojih dejanj, lahko pod določenimi pogoji, kar je tudi recimo v hipnozi ali pa recimo v zelo drastičnih situacijah, kjer se moramo hitro odločiti, recimo instinktivna dejanja, lahko ta kontrola za naše dejanja prihaja od drugih kognitivnih sistemov, kot pa od našega zavestnega uma. In pri hipnozi v bistvu, kaj naredimo, je, da speljemo to pot, katero neka določena akcija zavzame, mimo zavestne kontrole. In s tem lahko povzročimo, recimo, da se oseba ne zaveda bolečine, čeprav ima roko, ne vem, zelo dolgo potopljeno v ledeno mrzlo. Ampak Hillard predpostavlja tudi, da obstaja skriti opazovalec, oziroma ta kognitivni sistem, ki pa se istočasno zaveda te senzacije, oziroma ta kognitivni sistem, do katerega je prišel ta aspekt izkušnje. In med hipnotičnim eksperimentiranjem je uspel pokazati, in tudi kasnejše študije so uspeli pokazati, da so ti kognitivni sistemi ne zgolj neka intelektualna in abstraktna stvar, ampak da je možno z indukcijo povzročiti, da se oseba bodisi zaveda bolečine, bodisi, ko dobi določen signal, recimo potrepljanje po rami, se aktivira tisti drugi skriti opazovalec, oziroma tisti drugi kognitivni sistem in s tem oseba spet dobi zavestno izkušnjo. Naslednja, mislim, implikacija tega, če se lahko malo zapomnite, bi omenil še tudi v diskusiji. Naslednja večja teorija pa je socialno-kognitivna teorija in poudarja v bistvu vpliv te kulturnih vplivov. In temelji na tem, da se je posameznik tekom socializacije naučil razlikovati med domišljijo in med realnostjo. Tukaj bomo to besedo podnarekovali. Domišljija je mišljena kot to notranje mentalne življenje. In ta naučena diskriminacija naj bi bila v središču hipnoze. In tekom hipnotičnega procesa preko indukcije določena oseba, v katero recimo pacient polaga avtoriteto, pomaga subjektu pri tem, da odmisli svet, da za čas postavi svoje modele realnosti na stran. To bomo storili tako preko oblikovanja skupne zaželjene verzije realnosti, recimo nekdo, ki pride zaradi straha pred kačem. Se bo s hipnotizerjem pogovoril o tem, da se zelo boji kači in hipnotizer mu bo sugeriral, kako bi bilo, če se on ne bi bal kač. In bo skupaj naslikala to sliko, kako
hodi z kačo v vrate, recimo. In potem preko indukcije, preko uvajanja transa, preko tega, ko posameznik usmeri vso svojo pozornost navznoter, hipnoterapeut pomaga pri rekonstrukciji njegovih kognitivnih schem, njegovih nekih pričakovanj in temeljnih prepričanj. Podajamo sugestijo oziroma ne vsiljujemo ideje, ampak podajamo možnost, da on sam izkusi, kako bi bilo, če bi recimo mu kača povzela po roki. In hkrati pripomni, da on ob tem uživa. In s časoma, po parih hipnotičnih seansah, ta oseba te mentalne izkušnje dejansko dovolj ponotrani, da jih lahko začne prenašati tudi v kolektivno realnost. In temu pravimo realizacija. Torej, ko oseba čuti, da so ti vzgibi naravni in se začne tudi v skladu s tem obnašati. Če se premaknemo na to, koga lahko hipnotiziramo. Ker vemo, da verjetno vas večina ve, da so določeni ljudje, katere prej hipnotiziramo, so določeni ljudje, kateri ni šans, da bi doživeli kakšne hipnotične fenomene. Zatem, v bistvu, poleg same motivacije, stoji tudi koncept hipnotične sugestibilnosti. Ta lastnost naj bi bila, oziroma po trenutnih raziskavah, razporejena normalno. Nizko sugestibilni ljudje, ne glede na tudi hipnotizerja, nikakor ne doživljajo dobenih sprememb v svojem doživljanju. Visoko sugestibilni ljudje pa doživijo skoraj vse, kaj hipnoterapeut sugerira. Oni so neke vrste hipnotični virtuozi. Tu je tudi ta del o neuroznanosti, ki sem ga hotel omeniti, ki potrjuje, da dejansko visoko sugestibilni ljudje v stanju hipnoze te stvari dejansko doživljajo, si jih ne domišljajo, vse so aktivirani enaki centri, recimo za vid, za sluh, za bilo kakšno čutno modaliteto kot v resnici, kar se lahko naveže tudi na prvo predavanje. Konkretno o tej konstrukciji realnosti. Potem pa večina pa nas je normalno sugestibilnih, pri nas ni nujno, da zapademo v spremenjeno stanje zavesti, tako kot si verjetno predstavljamo pod konceptom hipnoze, vendar imajo hipnotične in posthipnotične sugestije še vedno signifikantne vpliv. Zakaj je torej hipnoza uporabna? Tukaj je največja omejitev naše domišljije. Do sedaj tu je ta kratek povzetek tega, kaj je vse možno s hipnozo delati. V bistvu je neke vrste tehnika, ki nam omogoča plastično modeliranje doživljanja posameznika ob tem, da je oseba visoko hipnotično sugestibilna. Lahko vidi stvari, ki jih ni tam, lahko se spomni stvari, ki se niso zgodile, lahko pozabi svoje ime in ne glede na njegov trud se ga ne bo spomniti. Dejansko hipnoza, poleg vseh teh praktičnih aplikacij, nakazuje tudi na zelo ogromen potencial pri raziskovanju samega uma. Ne samo iz empirične baze, torej izkustvene, iz prve roke, s tem, ko se mi podvržemo hipnozi, tudi strani opazovanja fenomenov, ki so prisotni pri hipnozi. Recimo, večina večjih učinkov, in vsako teh je tudi podkrepljen za določena raziskava, je naštetih na tem seznamu. Torej, hipnoza predstavlja načrtno krepljenje placebo učinka. Torej, naše pričakovanje lahko privede do maksimuma in dejansko bomo potem bodi si to okus, recimo bodi si to pričakovanje o izidih. Hipnoza drastično zmanjšuje samo sabotiranje, nudi nam sproščanje, blažja anksioznost, skupaj divergentno mišljenje in vse izmed teh naštetih fenomenov, izmed katerih je mogoče zelo zanimiv Če se pomaknemo konkretno na proces hipnoze, lahko začnemo direktno z induciranjem. Ja? Ne? Ne. Moramo se najprej pripraviti hipnozo. To pomeni, da mora hipnoterapeut z subjektom spostaviti kompromis, oziroma hipnoterapeut in subjekt se morate strinjati o tem, kaj se bo dogajalo na hipnotični seansi. Potem, ko se
subjekt in hipnoterapeut dogovorita o poteku seanse, se lahko začne induciranje hipnotičnega transa. To pomeni sugeriranje, da bo obrnil pozornost na znotraj, te korake smo omenili že prej. Potem se začne to konkretno delo, kjer je hipnoterapeut kot neke vrste mehanik, ki lahko popravlja določene nefunkcionalne vzorce vedenja ali pa mu poda kakšne sugestije, ki bodo izboljšali njegovo nesplošno moralno funkcioniranje. Poanta hipnoze pa je v posthipnotičnih sugestijah. S tem danes hipnoterapeut omogoči subjektu oziroma mu ponudi škatlo orodij, katera lahko on sam uporablja v življenjskih situacijah. In preko tega tudi izboljša svoj raven funkcioniranja na bilo katerem področju, zaradi katerega je prišel na hipnotično seanso. Če se vrnemo oziroma če se transportiramo v prihodnost, vidim osebno hipnozo kot nekaj, kar bo definitivno drastično prispevalo k razumevanju funkcioniranja človeških ljudi. Te debate v bistvu ni mogoče zaključiti zelo na podlagi empiričnih dokazov. Hipnoza nam omogoča dojemanje ultimativne narave našega uma. Zavest in kot taka sta bila izgnana iz znanstvenega pričevanja v veliki večini prejšnjega stoletja zdaj, za preboji na področju neuroznanosti, pa je v bistvu možno korelirati določene mentalne pojave in jih objektivno potrditi v možganskem funkcioniranju. In meni osebno se zdi zelo inspirativno, da ta trenutek, ko govorim, deluje precej timov, psihologov, psihiatrov, filozofov, interdisciplinarnih, ki si prizadevajo, da bi s pomočjo hipnoze osvetlili naravo delovanja naših možganov. Le kdo ve, kako se bodo stvari razpletli v tej situaciji. Zdaj bi vas prosil, da podate par vprašanj, na podaj katerih lahko to dalje razlagam. Če ne bom jaz podal pa izhodišče razlagam. Jaz imam dve vprašanje. Najprej, zdaj, ko sem vas poslušala, sem se spomnila, da ste vi pred meseci govorili o neki posebni obliki sam, v tem istem prostoru. Malo sem že pozabila, zakaj točno je takrat šlo, ampak kak bi ta dva pojava povezali, ker tam, kolikor se spomnim, je tudi tak malo me asocira na neke vrste avtohipnoze. Ja, avtohipnoza je podvrsta hipnoze, ki se danes po hipnotičnih principih ne razlikuje bistveno. Edina razlika je, da sugestije poda človek sam. Zdaj pa recimo, če je visoko sugestibilen in hitro zapade v trans, je smiselno, da si naprej pripravi hipnotično skripto. Torej, ali bodi si, da si posneme te sugestije na bilo katero zvočna oblika in potem poslušam, bodi si, da tekom dneva recimo ponavlja stvari, ampak to ni tako učinkovito, pa sugeriranje v transu. Dobro, če sem vas prav razbral. Kako s tistimi sanjami, je sta ta dva pojava kakorkoli, gre za kako podobno stanje zavesti? Meni osebno se celotno vprašanje stan zavesti zdi zelo prepleteno. Tart recimo je razlagal o bazičnih stanjih zavesti in potem o spremenjenih stanjih zavesti. Hipnoza recimo bi z sanjami lahko bila povezana, da je zmanjšana ta kontrola kolektivne realnosti oziroma zunanjega sveta na mentalno doživljanje. V sanjah recimo je ta proces bolj na fiziološki ravni, bom rekel, zaradi tega, ker pač je telo paralizirano, gremo skozi te spalne cikle, pri hipnozi pa induciramo to izkušnjo. Kar v bistvu tudi ni omejeno, stvar, ki sem jo pozabil omeniti in zelo pomembno, hvala, da ste mi spomnili, je, da hipnoza oziroma hipnoza kot stanje ne poteka samo po hipnotični indukciji, temveč se dogaja spontano skozi dan, temveč ni tega ne zavijal. Druga stvar pa je, da hipnoze kot procesa ne smemo zamešavati kot hipnoze kot spremenjenega stanja zavesti. Hipnoza kot proces je indukcija hipnoze. To je tisti proces, ko se subjekt vsede jaz za eno uro, oziroma hipnoterapeut za eno uro in ga začne hipnotizirati. Bomo še malo čakali. Hipnoza kot spremenjeno stanje pa je tisto stanje, v katerega subjekt zapade in ni odvisno od indukcije. Lahko se zgodi tudi pri visoko sugestibilnih ljudeh, tudi spontano. Če lahko navežem recimo na prvo predavanje, ko smo govorili o tem,
kako vsi konstruiramo svojo realnost. Se mi zdi, da hipnoza